Kako je mogoče, da so uradno zaradi prekrškov glede kampiranja posredovale avstrijske specialne enote, policijski psi, območje preletaval celo helikopter? To se sprašujejo udeleženci antifašističnega tabora na Peršmanovi domačiji na avstrijskem Koroškem. Prepričani so, da je policija zlorabila svoja pooblastila. Med drugim so jim policisti očitali, da s svojo prisotnostjo na domačiji, ki za koroške Slovence predstavlja simbol upora proti nacizmu, kršijo dostojanstvo kraja. Njihov odvetnik je že napovedal kazensko ovadbo zoper policijo, ta pa je napovedala analizo celotnega policijskega postopka. Pojasnila in odgovore do avstrijskih organov pregona terja tudi slovenska vlada. Uša Vrečar. 6-dnevni antifašistični tabor mladih študentov na Peršmanovi domačiji. Delavnice predavanja so včeraj malo po 11. dopoldan prekinili policisti. Halten Sie Abstand! Sem videl moje prijatelje in prijateljice v solzah. Popolnoma, ne vem, nam ni bilo več jasno, kaj se dogaja. Polizei, treten Sie zurück! Polizei, treten Sie zurück! So. V kar 4 ure trajajoči policijski raciji so sodelovali tudi specialne enote za hitro posredovanje ter pripadniki urada za boj proti ekstremizmu, je potrdila deželna policija. In to uradno, pravi odvetnik udeležencev tabora, zaradi prekrškov zakona o varstvu narave in kampiranja. Smo odvrnili, da to ne more biti res, ker so organizatorji pridobili vsa dovoljenja. Tretji razlog pa, češ da na mestu, ki je kraj spominjanja, kjer je muzej, ni dovoljeno in da krši dostojanstvo, če se tam prireja take prireditve. In prav ta očitek je najbolj absurden, pravijo udeleženci tabora. Pretežno koroški Slovenci, med njimi tudi potomci žrtev nacističnega nasilja. Da nam očitajo, naprimer, da nedostojanstveno ravnamo s tem krajem. Mi, ki smo tle iz te regije in sodelujemo s sosedi, delamo za njih to in v sklopu vrednot tega kraja, da se nam to očita in se oboroženo hodi tle not, to je nevredno absurdno. Peršmanova domačija danes spominja in opominja na april 1945, ko so tu nacistične enote SS pobile 11 žensk in otrok. In ne moremo verjeti, še pravijo študenti, da je 80 let kasneje prav v te prostore vdrla policija. Policijska racija na tem spominskem kraju mora biti politično motivirana. Tega si ne moramo na drug način razlagati. Policija je to vzela kot predvezo, da so skušali ugotoviti identiteto vseh prisotnih. In jaz mislim, da je to bilo ozadje celotne zadeve, da so kratko malo hoteli preverjati, kdo so ti ljudje, kdo so ti antifašisti. Da policija niti ni imela naloga za hišno preiskavo, pravi Volk in napoveduje, da bo vložil kazensko ovadbo zoper policijo zaradi suma zlorabe uradnega položaja. To, da na študentski kamp pride 30 specialcev s policijskimi psi, helikopterjem in droni zaradi suma upravnih prekrškov, vzbuja resen dvom v sorazmernost policijskega posredovanja. Slovenska vlada tako danes od Avstrije pričakuje pojasnila ter temeljito preiskavo dogodka. Da poteka analiza celotne policijske akcije, so nam danes pisno odgovorili z deželne policije. Saj da vsak policijski ukrep na kraju, kot je Peršmanova domačija, zahteva posebno občutljivost. Skupaj pa da so včeraj zaznali 62 prekrškov in identificirali 32 oseb. Pri tem pa da so se nekateri udeleženci policiji upirali.